Zdi se, da fotografije, pred katerimi se je preprosto treba ustaviti in ki obiskovalca kar posrkajo vase, v naravnem okolju tvorijo povsem svojsko, skorajda novo gledališko predstavo. Izbrane fotografije Aljoše Rebolja so nastale na 16 predstavah v Sloveniji, Španiji, Nemčiji, Grčiji in na Hrvaškem. Ljubljanski in madridski Faust, Kralj Lir, Somrak bogov, Hamlet, Caligula, Tesla Electric Company, Inferno, balet Simfonija otožnih pesmi, Richard II. In III., Michelangelo, madridska in zagrebška Medeja. Avtor fotografij je sodelovanje s Tomažem Pandurjem začel kot igralec. Ja, zelo dobro se spomnim. Pravzaprav je bil on krivec, da sem se predčasno v nekem davnem letu, ko mi je bilo 20 let, vrnil iz Amerike, kjer bi moral ostati 1 leto, in sem prišel in prvič sodeloval z njim na projektu Šeherezada. Šeherezada nas je nekako z mladinskim gledališčem katapultirala v gledališko orbito za naslednjih 7 let in tako se je to dolgotrajno prijateljstvo in sodelovanje začelo. Tisto, kar pa je bilo zame osebno referentno, pa je bil ta umetniški izziv in delo v gledališki fotografiji, ki je pravzaprav eno zahtevnejših področij zaradi specifiko osvetlitve v gledališču, kjer je svetlobe malo, dela pa veliko. Po svetu še potuje Faust, zadnja predstava Tomaža Pandurja v izvedbi ljubljanske drame. Živ je ljubljanski balet Simfonija otožnih pesmi. V mariborski drami je aktualna Brezmadežna, s katero je lani želel odpreti novo gledališko sezono. Predstavo je nato na oder postavila njegova sestra Livija Pandur. Letos je uvrščena v tekmovalni program Borštnikovega srečanja. Mislim, da je ob tej razstavi prav, da se prav tukaj v Mariboru spomnimo na režiserja, ki je v tako imenovanem mariborskem opusu res ustvaril toliko predstav, ki so se zapisale na gledališki zemljevid sveta, in da se tukaj predstavi tudi opus njegovega zadnjega obdobja. Tomaž je bil seveda zelo povezan z Mariborom, nenazadnje je tu preživel mladost. Žal je odšel prehitro, ampak vseeno se mu danes Mariborčani poklanjamo za to veliko razstavo. To je tudi za festival Borštnikovo srečanje. Se mi zdi, da je to res velika otvoritev. Ja, upam, da bomo še naredili kaj, ne? Po njegovih idejah, ampak žal tu ni več on, ne? Ampak vseeno, vrata so odprta in on je še vedno v teatru. Kdaj se je Tomaž Pandur zaljubil v vašo glasbo? Vajino glasbo, kdaj ste začeli sodelovati, se še spomnite? Začeli smo sodelovati leta 2006, mislim pa, da je prvič za naju slišal na predstavi Wrestling Dostojevski Matjaža Pograjca. In takrat v bistvu nikoli nimamo s sabo nobenega promocijskega izvoda ali karkoli, no takrat sem imela edinkrat v življenju en CD z najino glasbo s sabo in sem mu dala po premieri ta CD in potem naj je čez leto, 2 kontaktiral. Nekaj časa smo pač se spoznavali okus in tako in smo pač zelo hitro ugotovili, da imamo podoben okus, kar se tiče filma, glasbe in tako. Smo pač bili ena družina, ampak hkrati pa v bistvu je bilo gledališče toliko pomembno, da ni želel pustiti nikogar blizu, čist prav zares. Nekoga, ki se bo sprehodil po tej predstavi, bo dobil občutek res, kot da je Tomaž Pandur res ustvarjal neke svetove, ki so bili samo njegovi in ali pa naši, skupni, nas vseh, ki smo bili njegovi sopotniki na tej poti in ki smo v bistvu edini vedeli, s koliko energije, s koliko moči, s koliko nekega osebnega angažmaja je on ustvarjal vsak posamezen projekt. Ko zavesa pade, predstava živi le še v spominu. Zato je fotografska dediščina zamrznjena v trenutku v Mariborskem mestnem parku po besedah Aljoše Rebolja edini dokument dela Tomaža Pandurja. Fotografije si je mogoče ogledati še do konca festivala Borštnikovo, to je do 29. oktobra.